Kdor zna, zna. Se vem, da je svet pa reč, kdor zna, lahko skozi orje. Točno to sem hotel reči. Zdaj še zmer pogrešam moj štender za pivo. Kaj se je že zgodilo zdaj? Ja, ne vem, per sem nehal piti, pa smo tega povzeli. Ja. Ne, sem ga imel še vse. Če piješ brez alkohola, ne moreš. Tako pa če, bivši pizda. svet je tak. Ja. Ne vem, po mojem zdaj imam že skoraj en let. Ja, Kje smo? Od takrat ga nimaš. Ja. Čak sem, ki si ga moraš zaslužiti. Ko už papir nazaj pil, pa spet dobiš. Ne, hecamo se. Mislim, da smo štender dali drugam, ker je štender, ne vem zakaj. Mogoče vam midva enkrat v daljni bodočnosti teb sledila, upajmo, da ti ne boš več nama. Tako. No, ne. To pa se veš kako. Ali pa pač po budistično, ne, srednja pot pa to. Ne, tako. Srednja pot, dolg sem jo iskal, pa nisem najdel. Sem premalkrat. Si šel malo offside vsakič. Premalkrat. Ponogometno rečeno. Ja. Ali je to ta, izbereš tiste, ki je ni, ali kako že? Vedno sta dve poti? Ja, v nedeljo bo en let, odkar ne. Odkar sta dve poti? En let, ali kaj? 17. Pomembne, kako bi rekel. Ta 17. izgleda ena blizu. 17, mlad, perspektiven. Pa daš številka 17 je. Daš številka 17 je Veš zakaj? Daš številka 7. Veš zakaj? Imam eno novico, sem Natašo po tipku, če se ona spomne, kako to, da se šolko, ki ti je dala štoparca tako. In prav, da ona najbrž ni. Ti dala štoparca. Ja, da najbrž je bila ena druga sošolka. Tako da zdaj moram izvesti eno obletnico mature, da bom zvedel. Hočeš origin story. Narobe sem si zapomnil. Hočeš reči, da je spomin izdal. A zihar, mogoče se pa ona... Ne, lahko pa tudi, prav, da se ne spomne, da če ona, da je nima kot svoja, ampak če da jo imela skrižnice, da sicer da jo brala, ampak da se ne spomne, da bi... Ni jim preseniralo tako kot tebe, ne? Očitno ne. Mislim, ko ona nima podcasta v stoparcu. Razen, če se eden od dva dobro skriva. To mislim, da bi ugotovil, no, ampak... Se najbrž, ja. Moje ime je Nataša. Presenečenje. Tudi moje ime je Nataša. 111 epizod. No, tako da zdaj ne vem, z Natašo sumva Anko, lahko pa da je kjera druga. Se pravi, eno dvajo se slabo spomni, ali ti ali pa ona. Ja. Sam ti si bil toliko soveren, po mojem si ti bolj zapomnil, ker tebi je to nekaj pomenil. Nje pač ni. Zdaj, kaj pa če ona ga je brala ona sploh? Ja. Aha, ok, no vse je to. A veš, to je sam pač, ni bil pač, ni pač ena knjiga pač v redu. Ja, spomin čudežno dela. Spomin je, ja. Sam jaz bi prvi rekel, da si se ti bolj zapomnil, ker pač tebe nekaj to pomenil, ne? Ni nujno, ne. Ni pa nujno, seveda. A veš, koliko je bilo let alkoholiziranja vmes? 30. Pustimo. Dobro, da se spomniš sploh. Ja. Ne, ampak skozi sem imel to zgodbo v glavi, tako da ali sem si jo jaz zapomnil zato, ker je bila Nataša fejs sošolka, ali pa zato, ker je bilo res, boh ve, ampak dejstvo je, da pač takrat enkrat... Ne, čaka, moramo zdaj mi cel podcast od začetka je tako, kaj ti narobno informacijo. Ja, ker sem rekel, Nataša v ničti epizodi. Ja, tako. Ja. To vse imamo že v imenu, ne? Upravičujemo se, če slučajno. Tudi to smo rešili v ničti epizodi, tako da briljantno, fanta, tako da pojmo mi kar lepo na avizo. Zdravo! Pazi ga. Napaka, mislim napaka, past, se hoče reči. Paste. Bom čist počas. To je. Ni treba. Malo hitreje pa lahko greš, no. Podcast o nostalgiji, dopustu, pa poletju in sploh vsem.
In še telefon mi je crknil. Vidiš, prepočas zbral je. In tudi v enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo, Aljo, Peli. In zi. Naročite se na naš podcast, še posebej, če ste na dopustu. Hvala za vse ribe.si. Ja, mi pa lahko gremo pogledat, kdo še ni na dopustu in kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Prejšnji epizodi. Ja, prejšnji epizodi smo ga pil. Mislim, Ford ga je pil. Ford ga je pil. In zapitek vsekakor ni plačal. Ne, ni, ampak ta The Old Pink Dog Bar, tja bi jaz šune. Ja. Mislim, sam bi šel z naram. Prav, ja, zgleda nevaren. Nisem dopisnik štoparca, tako da... Pa ne preveč znara, ne? Mislim, lih prav od naroda plačaš. Za svoj zapitek, ne bi častil glasbenih urednikov, pa teh stvari, mislim, unih drugih, ki so. Misliš, da je Karoli tudi tak, ne? Takole, da bi se zataknil Old Pink. Da se po nekih špelugah takih vlačal. Ne, po moje, da ne. Mislim, da ne. Po moje, da ne. Po moje je bila uneta stara garda. Aha, te. Iz 60-ih. Ja. Bulič pol praviš. Ja, te stare bi lahko šli, ja. Te so bili vsega hudega navajeni. Tudi vsega hudega so videli, tako da ja. Drugi cajti. Drugi cajti, definitivno. Vse bi vam povedal kakšno štorijo, ko so šla z enim frendom na Džozerju v memorialu Pulo gledati Benča pa septembre, takrat, ko sem imel reinkarnacijo, sem se ga toliko natovkla, da jaz se bolj malo spomnim. Razen to, da smo bili pol na žuru Mate Parlova, pa da smo srečali basista od benda Oko, originalnega, ki je bil z Pule. Pa da mu nismo mi z Maticom verjela, ker nam je vizitke prinesel promocijske pokazati na žurku od Mate Parlova, sva sklonila glavico, pa šla vprašati Tulija Furlaniča, če je to res, pa je rekel, ja. Prej sem ga pa tako vrečela, na pol ure. Ne pa si je vzel toliko k srcu, ali kaj, da vam je šel to dokazovati, ali kaj? Ja, po mojem je šel bolj v prolazu, ker ne, mislim, res so bila zoprljena. To moram reči, da so bila že malo. Ker srečali smo Benča pa Akija na šanku, pa sva pol z njima ena dva pera, pa je še tam v delu letu, pa so še pa kar do njega, ki je imel studio in poslušala sva nekaj, ki je produciral svojo hčerko. Takrat je bila Britney Spears ful popularna, pa je nek tak hrvaški Britney pop imel, pa nismo bila navdušena. Pa nam je pa hotel prodati zgodbo, da je pa on pa roko igral, veš. In so rekli, model nakladaš, ne. V bistvu sem mu to rekla, no, tako. Ok, pa ni bil to hudo. Ne, poj pa pač ne, vala je šel on tudi na špil, pa na žurki je pa sam nama pokazal, da... Čak, sam to nama zdaj govori tip, ki misli, da mu je Nataša knjigo posodila. Ja, da je to. Da vemo, da smo mi. Mufijo vpraš. Pa tukaj je bil res pijan, tam pri Nataši ni bil, ne? Še ni bil, Se bi rekel, da Mufi ni bil pijan, čeprav ni bil tok najbolj. Močno dvomim, kdo si kdaj rekel, da je 10-20. 2-5 tam nekje. Aha. Ne, še prej. Tako je, za glasbeni uredniki. Ja, glasbeni uredniki. Ja. Za več bomo v drugem podcastu to razdelali. Ja, baš prav. Ja, no, ko smo pa glih pri poglavju, kaj je to peto, ne, je pa ugotovimo tle, da je štoparski vodnik po galaksiji res mogočna inštitucija. Ne. Ja, očitno nekaj pomeni, ne. Ja. Ker če takole lahko opletaš z njim po vsaj v vseh kotičkih galaksije, ne, mislim, to pa se ne more tako jeti in zato je uredništvo v bistvu spisali stroga pravila, ne. Res so bila stroga. Ker so ena najboljših strogih pravil, kar sem jih videl v življenju, ker grejo približno takole. Da zunanji dopisnik ne sme za usluge sprejemati popustov ali nič, mislim, prednostne obravnave ali pa olajšav ali pa karkoli. Nikoli, razen če se pri najboljši volji potrudi plačati uslugo z običajnimi sredstvi, če bi bilo v nevarnosti njegovo življenje, ali pa če si to res želi. Ne. Srčno želi, tako ja. Srčno želi, ja. Sam, a veš. So bili strogi. So bili strogi. Ja. Pravila so imeli. Ja, ampak imeli so rules of conduct. Jaz mislim, da so ta pravila v bistvu polu politiko prenesli.
Takrat mogoče še ne, ampak zdaj so pa že zihar tle. Mislim, da so takrat že. Ampak recimo zloraba pooblastil, ne bi se temu prevedeno rekli, pa mislim, da ta pravila veljajo tudi za, po večini držav v svetu tudi za zlorabo pooblastil. Ja, ampak če si srčno želi. Ja, sej, no, sej zato o tem govorim, ne? Ja, sej, ampak pol ni zloraba, če piše, da lahko. A veš, je pa če je probal tudi drugače. Ja. Ne, ampak je pa catch, ne? A veš, ko Ford vemo, da si Ford vedno srčno želi ne plačati za pitka, ne? Mislim, to je jasno, ne? Bi človek rekel, da je to kar, kako bi rekel, naravno stanje, ne? Ja, še posebej, če si dopisnik štobrskega vodnika, bi si predstavljal, ne, pa, a veš, kakor smo ga spoznali, ima res afiniteto do žura, no, on žuru nikoli ne reče, ne, a veš, to je res. No, ampak, a veš, ne, je pa fora, da ta tretja opcija, ne, ima pa en hakelc, ne, ko može dati neke procente uredniku, ne. Sej to v tem, mislim, da to v moji tezi, da to da še večjo težo. Ja, ampak Ford je tak pracec, da gre skoraj v smrt, a veš, ne. Rajš proba, kakor da bi dal. Ja, rajš proba, ne, a veš, to, da je bilo v prejšnjem poglavju, ne, oziroma v prejšnji sceni v nevarnosti njegovo življenje drži kot pribito, ne. Absolutno, se strinjam. In on je imel pocahran, ne. Pa tudi, da se je potrudil plačati za American Express, sicer ne dela, ne, tudi, a veš, v bistvu obe dve točke je imel poritane. Je šel po hierarhični lestvici. Tako, najprej American Express potegnil. Čajno plačilno sredstvo. Tako, ja. Ne gre. Rekel, da ne bi, ne? Ja, da ne bi, pa so bo začel segati po življenju. Potem je pa prišlo, ne? Ja, pa okej, no, dobro. No, ne, v bistvu pa je bilo pogroženo že življenje. Ja, sej. Pa še srčno si je verjetno želel, tako da vse Ja, sem ne, uradno ne, ker je imel dosta, veš, dva je imel dosta, urednik ne v nič dubu. Ja. To po moje je to, ne. V bistvu res je tukaj hakalc. Male gorenca, ne, v resnici. Ja, lej, je treba lepo bolj dati nek procent, ne. Ja, na Škotskem je mogoče, ker je živel, pa nam je knjiga zamolčala, to, da je kakšen let na Škotskem prebil. Anglija, Škotska, to je vse zraven. Glede na to, da je bil 15 let na zemlji, mogo je pogledati kakšno stvar. No. Sicer bomo kmalu zvedeli, da je pogledal kakšno stvar. Ne. Ja, je, kar si dal okrog, ne. Pejmo najprej še na tole zgodbo z dekletom. Tam je bilo všeč, ko je šel ven, je bil zrak zadušljiv, njemu je bilo pa ful všeč. Tale zadušljiv mestni zrak, poln vznemirljivih smradov, nevarne glasbe in oddaljenih zvokov vuskujočih se policijskih plemen. Ja. To pa je ta New York iz 70-ih. Sam pač, da se čeprav, ja, v bistvu, to je to. Ja. Dobro, ni bilo verjetno policijskih plemen v 70-ih, ni bilo. Mislim, niso bila plemena uradna, ampak najbrž so se pa tudi malo dajalno. Ne, se veš, recimo, ne vem, zdaj, če si gledal recimo ta American Gangster, ne, film? Ne, ampak sem pa gledal ta, ki sem imel v New Yorku v 70-ih, ono serijo. Kaj že bil ta, kaj je The Wire naredil, no? The Deuce. Aha, ja. The Deuce. Ampak, no, povej, kaj je bilo. No, ne, ampak recimo American Gangster je bil po resničnih dogodkih, ne, in ki je pač Russell Crowe prišel na narobno stran reke, ne, v New Yorku, ne, so mu lepo razložili, pa čeprav so bili vsi policaji, ne, da naslednjič se to ne dela, ne. Ja, no, mislim pa tako, da mu znajo strež tudi po življenju v bistvu, ne. Ja, ne sam, da bo dobil zaznamek v kartoteki, ne, da je pač pa da bo poklical svojega šefa, ne, ali pa da jih bo fasal ali pa kaj, ampak ne, pač se mu je bilo čistko nehotne. Tako da so bila policijska plemena. Ne? So bila, ja, v bistvu. So bili vsi na nekih plačilnih listah od nekoga. Od enega, drugega ali pa tretjega, tako da ja. To je pa ni tako druga zgodba, ta Protect and Serve je mit, ki sploh nikoli ni bil zapisan v ustavo, ampak so ena PR služba je v 50-ih rekla. PR, ne? Aha, se sam lepo rimal. Ja, da bomo mi dali, da bomo zgledali bolj kul. Prvi so v LA to naredili nekje, pa so pač vale. A imajo to v bistvu vse? Ja, eno verzijo imajo, ne. Nečesa, da se hvalijo, najboljša pica v mestu, to je to, a veš.
ki je na Halo Katra in na oni drugi. Ne, na vseh pizzerijah. Slogan pač, slogan, ki se lepo sliši. Mi smo prijazni. V ustavi ameriški tega ni, pa nas mogoče kaj drugače, tako da mogoče tle ne vem. Mislim, je represivni aparat, kakorkoli obrneš policija. V niso nič okoli tega rekli. To pa ne vem, ker nisem bral. Zihar je kje. Samo prav ne moraš interpretirati. V bistvu je bila Psalm 67. To pa je itak zberne. Prvo črko iz Psalma 69, pa črko iz Evangelija po Janezu, pa tam bomo sestavili ta sam. Če jih tako sestaviš, piše, da boš brati tudi štobrski vodik po galaksiji. Jaz sem prepričan, da je kaj tazga tudi da je cesarju cesarjevega, prav tako piše. Da je Bogu njegovega, ali pa kaj zvem. Zihar piše kaj. Ampak v glavnem ameriška policija ni bila narejena za to, da bi varovala ljudi in še zmer ne. Sem je varovala ljudi, ampak sam bogati od začetka. To smo pa že enkrat se pogovarjali, da je ta origin story. Da v bistvu so pač branili bogate pred revno hordo, ki je pač ni imela za jesti, pa za kje živeti. Tako da, pustimo. Pa imamo najlepše stvari, kakor so limuzina in smrdljivo mesto. Zemljivih smradov, pa to. Moram reči, da se mi kar dopade stil in slog, ki se ful pozabava s temi primerjavami, pa med zgodbe, pa podzgodbe, pa nadzgodbe, kot je tale z starim tovornim živinčetom, ki si jo kar lepo preberete. Bo še enkrat v kader, ampak nima neke bistvene veze. Je pa dobro štosno. Ampak Ford hoče nekam jetne. Ne proti severu, hoče jeti v smeri proti pristanišču vesoljskem, ne. Ampak to si je mislil tudi že prej, ta je pa lepa, ne. Ampak je očitno v tistem delu mesta, kjer se ljudem načrti včasih prav na hitro obrnejo. Ne. Pa ne na boljše. Pa ne nujno na boljše. In pol ga pa govori nek glas. Ne. Končno smo pri dekletu, mater smo rabili. In se izkaže, da je tole dekle na vratih, ne, kako bi temu rekel. Ne. Works the streets. Vprašaj ga, če bi si rad dober imel, in oni odgovori, da se že ima, v bistvu. Spet škrhutar. A misliš, da je to? Ne. Pač on je samo zabavanje. Zabavanje pa je glih, kar je bil near death experience, po mojemu. Šaljiv je. Endorfini šopajo ekstra, pa še itak je nažganka kanta. Šaljiv je, ne. V redu je, ne. On se ima sigurno dober. Tako je, on se ima fest. In ga vpraša, če je bogat, in on pravi, da zgleda, da sem, ne. In pol pravi, da mogoče še bo, in deklina pravi, da imaš tos, ne, za ljudi, ki so bogati, ne. In to, da jim pove, da je čisto v redu biti bogat, ne. Ampak debato pa prestreže stronični rafal nad njima, ker se ne zgodi nič hujšega, razen basiste ustrelijo. Zato, ker je že tretjič zapored prejel napačen rif. Tam je bilo tudi kar lepa. Piše nota, ampak je rif. Ker se lih na basista spravlja, je to kako bi rekel, all the time joke, ki se zmerno, če kje v muzičkem bedu se zmerno basista spravljajo, ponavadi. Mislim, a veš, šale o basistih pa o bobnarjih so najboljše. Prva je ta, kdo so prijatelji od muzičarjev, ne, pa gremo pa naprej. Ne. Tako je, se pravim, zmerno, če je joke, je ponavadi v basistu, pa bobnar pride. No? Tako da, pardon, basisti. Če sta pa oba, pa kako prijeta basist pa bobnar? Mislim, točno ne. No, tako, ja. Tako da, to je štorija na basista, ne. Ampak ker jih je itak maljavžen za, ne vem, par penjev za šopek ali kako že. V tem handball cityju. Tako da, v bistvu tam je, mislim, v resnici basistov ni toliko veliko, ne. Sploh ni dobrih. Dobrih basistov najbrž ni veliko. Po mojem še manj, kot bobnarjev, bi rekel. Tam. V resnici pa, vsi hoče biti kitaristi ali pa pevci, to je jasno. Ne. Pa mogoče kakšen hoče biti bobnar, zato ker bobnar je biti cool, pa veš... Kakšen rad odriha po bobnih. Bas pa res skoraj ben ne bi igral, tisti, ki ga pa dober, sam jih je mal, ne, a veš.
Zakaj ta šala pol, da so kao ne znajo igrati, pa da niso točni, pa itd. Veš zakaj? Zato, ker ni nobene te... pa niso cool, pa... Lead singer, nimajo nobenih teh lead singer momentov. Ne? Oni samo skrbijo, da se pavijani v prednjih vrstah, da veš, lahko šoperijo. On lahko improvizira, ti se pa... Mislim, se je basist tudi lahko. Vse lahko, če je dober. Veš, najboljši basist je tisti, ki drži ritem v nulo z bobnarjem sta kot eno in tudi če bobnar... Tukaj ni veliko, kako bi rekel, veliko eksperimenta v navadnem... Ja, samo pa ni pa lahko to igrati. To je v bistvu najtežje. Najlažje biti tam, ne vem... pavijan od spred, pa solerati kanot. Bomo pa te morajo vsi poludzati. Hkrati je tudi najtežji tisti, zato ker moraš imeti jajca, da se ven izprsiš, B moraš res znati, ker če ne znaš pol, ne boš nič več pavijani v naslednjič, ne veš, boš enkrat pa nikoli več, ne. Ampak če ti jih je pa že toliko več pavijanov teh bilo, da mislim, ti imaš le legacy, ne vem, vseh kitaristov od 60 do zdaj, pa vmes je bil tudi Jimi Hendrix med njimi, ne, tako da v velike škorne stopaš. Ne. Tako da, v bistvu, ful bi bilo easy, mislim, muzičarjem bi bilo boljš, če bi se odločili, da so basisti ali pa bobnari, ker res je ful bolj easy. Ti zdaj v bistvu kaj delaš, neko reklamo za deficitaren poklic ali kaj v glasbi? Če ste basist, prosim, pokličite, da se daj. Sam res ne štekam. Kaj komunjare bo naredil usmerjeno izobraževanje. Rabo več basistov. Ne, pomo pa narobe. Pomo pa sami basisti. Pomo pa sproducirali maljavžen basistov, pa ne vem več kam jih dati in po jih imaš po 2 penija na koncu. Za šopek. Pa ustreliš, zato ker basist narobe odigra ritem. Pa je bil očitno slab basist, ki je slabo parijal 3krat zaporedno. Zdaj, če bili takrat tam toliko redki, ga zihar ne postavlja. Mogoče bi dubo eno po prstih. Tako. Ampak... Tisti rap, ali pa po nožnih prstih, ki tiste ne rap. Preveč jih je bilo, ne? To je prosti trg. Ker tukaj ugotavljamo, da mogoče ni njih najboljši, a ne? Ampak pojmo naprej. No? Medtem, ko so basisto streljali. Tako. Mi razumemo, mi se čustujemo z basisti in pričakujte. Radi, jaz pa rad. Ja, jaz tudi. Sploh dobre. Tako, še boljš. Ja. Jaz pa tudi slabe, ker tudi oni si zaslužijo živeti. Ja, sam, a veš, kako je. V novi vladi rešimo basiste, akcija že ravno kar poteka. Zanj smo se pogovarjali, ker plesati ne morejo ljudje, če ni basistov. Valjda, da ne. A veš, bas je pa ena stvar, ki ne. Noben rap, ne. A veš, čisto je najbolj precenjena stvar na svetu, ne. A veš, basist, ne, ali pa bas linija. Sam kaj pa ni, pa vsi rečejo, pizda bas panka. Ti, a vi pa nimate basista, kakšen bend je pa to? To pa ne morete tako. Zato, a veš, kaj je to neka naravna stvar, ne, da jo ne pogrešaš, ne? Ja, ampak jo pogrešaš. Mislim, ja, no. Ja. Dokler ne zmanjka, ne? Ja. To pa si rekel, ne? Tudi dokler ne zmanjka, ja. Ok, no, pustimo. Zdaj gremo spet na punce. Sej, a veš, tako se recimo do zraka obnašamo. Ja. Pa do vode, pa podobnih stvari, ne? V bistvu do celega planeta, ampak... No, ja, tako, ja. Da skratimo pričo, ja. Da bomo predolgo naštevali. Da bomo predolgo naštevali, ne? Polke tega ne bo, ne? Bomo pa začeli ugotavljati, da je bilo mogoče to fajn. Koliko je bilo luše, ker smo lahko še dihali. Ja, ne, koliko je bilo fajn. Pa kaj ni bilo tako vroče, pa vse to. Ja. V glavnem, ja, punca ima pa v bistvu neko predstavo za te stranke, ne, ker ima ona v bistvu magisterij iz neke socioekonomike, ne, ali kaj. Ja. Pa še čedna je v resnici. Ne. In pol Ford izjavil eno posebno betelgeško besedo, ki jo uporablja vedno, kadar čuti, da ne bi mogel nekaj reči, ampak ne ve kva. Mislim, Artur ima tle ful boljš, ko reče a veš, mislim, on zgleda pa malo več, ko bi rekel. Ford reče pa Gunsark. Pa se pa daje, še dobro. Pa se pa pejta, ne? Ja, pa se pa daje, ne. Ja. Je pač lej, ne poznamo betelgežne. Forda v bistvu to šarmira, ali kaj, ne, to, da veš lepa, pa še pametna, ne vem, kaj ga je toliko zmatral. Da se kar usede, pa ne, odpre flašo starega junksa in brisačo in obriše vrat
In je pa lepa zgodba, kako na milijone bacilov pa to pobije. Sem pa zadnjič jih poslušal, da bacili tudi se znajo pogovarjati, ne bakterije, da se znajo pogovarjati med sabo. Mislim, on sam level. Ja, v zadnji frekvenci X je. Ja, več pa ne vem povedati, tako da pejte kaj poslušati. Da ne bomo prav pravili. Tako je. Ne bomo. Frekvenci X. Zadnja v sezoni, tako da pred par tedni je bila, ampak ja. No in pol ona, da malo džuskata, in Forti razloži v bistvu, da je napisal samo 2 besedi. Vmes se nad njima dogajajo marsikaj še stvari, tam elektronski bombni padejo, se vidi, da je bilo že 80. Ja, to je to. Nisem bili ta pravi bombni, ker konec elektronski bombni ne povzročili toliko škode, ne? Mislim, a veš? Ti se malo lažje, ne? Če imaš une, ki imaš jih na tem stojalu. Dobar, ja, ti se stojal težek, ne? Bombni kot sami niso, ne? Tukaj, če dobiš kotu vase, ne bi bil toliko vesel, no? Ja, kaj če bu ne dobiš kurbarijo. Ja, to je res. Ja. Mislim, nobena stvar ni lušna, da dobiš v glavo, ampak bi rekel, da standardni bobi bolj bolijo. Elektronski, ja, on tam mal kotu ali pa navaden kotu, je bolj elektronski kotu. Če že kaj dobiš v glavo, no, ne zdaj to probavati. Ne metati elektronskih bombnov čez okno, prosim. Kjer jih kol bombnov čez okno? Temu reči. Mislim, da ne metati čez okno. Neč ne metati čez okno, ker lahko kdo gre od spodi, ne? Ja. Razen, če ste vse... Če si to res želiš. Ne, a veš, ja, to so imeli pa rokarji v 70-ih, veš, ko so metali televizije, si pa res blazno želeli. Je mogla televizija v bazen leta, če ne, bi bil res brezvezen žur. No, skratka, Ford razlaga, v bistvu se hoče malo pohvaliti, ne? Ja, hoče povedati, da v bistvu je bogat, ne? Mislim, bo bogat, no. Tako, ja. Mislim, da sem mu še pač prejšnji, oziroma zaposlevalec mu še dolžen neki, ne. Ja, plačo za 15 let dela. Tako, ja. Da je napisal neki, sicer samo 2 besede, ja. Ampak, ne, da mu še dolžen za to. Da bi bilo, ja. Ja. Da bo neki, ne. Ja, in pol hoče pokazati, ne. Ja. Še te staro verzijo hoče pokazati, ja. Ne, to. Pri tem se še muza, da je samo za 2 besede in da je... Ja, da je v bistvu... Če je bilo težko napisati, ne, kako je šlo. Ne. Ja, in se izlaže, da si ti predstavljaš, kaj bi ga pri nas čakali. Ne. Ja, odvisen, komu bi zdaj to razlagal. Ne. Čak, mi imamo prijatelja, ki je bil zelo dobro plačen, samo za 1 besedo. Za 1 besedo. Ja. Mare je v žrebčevski karieri 5 let je bil žrebec in v celi televizijski karieri je povedal samo 1 besedo. Mislim, zelo dobro ni bil plačen, bil je pa plačen. Ne govorimo, koliko je bil plačen. Nekaj ste govorili, dober je bil plačen. Ne, nisem rekel. Ja, ok, se upravičujem. Mislim, če sem pa rekel, se pa upravičujem. Ja. Se mi zdi, da je bil dober plačen. Ne, plačen je bil. Plačen pa je definitivno bil. Sem imel nedeljsko popoldanski šiht, ampak... A to je bil bolj kot unjebiga film. Skoraj tako, ja. Unje v celem filmu je. No, skoraj tako, ja. A je to, ja, ta skoraj tako, ja, skoraj tako. Po 5 letih je rekel besedo. Tako. Pa ne na koncu, ampak vmes. Ne, nekaj vmes je bilo, po nesreči. Po nesreči, ja. Ja, po nesreči. Ja, ker je edini od nas 3 vedel besedo, in je Lado vprašal in je pač mogel odgovoriti, kaj je bil izvad, ker drugače ne bi, ker ni bilo v scenariju. Tako da ja, no, v glavnem... Ford pač povede pač za 2 besede in da bo pač dobil denar. Je sicer povedal, da je tudi več napisal, ampak da so uredniki izrihtali in da je konc prišlo samo do 2. In pol hoče pokazati in pol glih, ne. Pa tudi to pove, ne, da bo zdaj itak, ker tega planeta ni več, da tudi te 2 besede bojo izbrisali pač. Da bo v bistvu vse skupaj šlo, ja. Da v bistvu gre cel odsek pač planeta ni več, potrebe po teh 2 besedah tudi ni več. Sam, a veš, sej pri nas tudi kakšnega antičnega mesta ni več, pa je še zmeraj v Wikipediji. Ne? Ja, ne, sem to je pač, to je štoparski vodnik po galaksiji, ne. Tam je rabaš to, ne. Ja, rabaš te, ker ne všun kol več, ne, štopatke. Tako, ja, če tega, ne, tako, ne, če barani, ne. Tako, če bar zaprejo, rečeš, ja, ne, tam ne rabaš ti pol 733. Če figovc zaprt, ne boš v figovcu pisal, ne. Ja. Kako je bilo pa to fez že od 1800 nekaj. Mislim, pa v drugih knjigah pišeš, ne. Ja, kako je tam naročiti, pač, ne. Ni to del vodnika, ne. Tako, to je se preseli samo v enciklopedijo, pa tako, štekam. Ja, Wikipedijo gre. Ja, ampak pa se zgodi pa nekaj čudenega, ne. Sporočilo sistemsko se pojavi in prav please wait, ne.
Hudič se refresha. Da se bo updatal po sub-eta.net, to sem šel prav original gledati, ki piše sub-eta.net, se pravi, je imel v mislih network. Mislim, sej tudi v slovenskem prevodu je bilo enkrat povedano, da je pač omrežje, ampak avtor je gospod prevajalec pač skrajšal to, ker je skozi uporablja sub-beta. Ja. No, ampak je network, v glavnem in network se je ful hitro refresha, koliko je bilo v 10 sekundah. Ja, to je v bistvu počas, če tako gledaš. Ampak stari za galaksijo. Ja, jaz bi rekel še vsem počas, kdo bo 10 sekund. Veš, koliko je 10 sekund, da čakaš, da se nekaj refresha. Ampak to celo galaksijo, veš, koliko je dolga. Mada leti. Mada leti. Dio me 10 sekund čaka, da si mi nekaj refresha. Ne se zdi, da je to kar hitro, da če po celi galaksiji. 10 sekund je rekel. Otroci zdaj že skoraj ekran s prstem pride čez. A ne, če 10 sekund se nekaj ne zgodi. Nekaj ne dela. To še to. Staj, refresh. Ti bi dela že po bateriji šarno. Celo galaksijo, stari, celo galaksijo. To je mada dela. Če dela v... Ja, ne, sam najbrž je bil na zemlji malo slab signal, ne. Dobro, tako, da probaš ti, ne vem, na pokluk nek. Ja, se tako, nek. Tega, ne. Sej najbrž je na ta boljših mestih, na Alfa Centauriju, najbrž čisto v redu vlekel, ne. Se je zgodilo to v sekundi, ne. Ampak recimo, ne vem, tle se pa pač ni, ne. Dobro, okej, ja, tako, ja. Mečko, ne. Pa posodobite, pa omrežje, pa... Ja, to je, ja. Z vami bomo že čez 30 lomna leta. Ja. Hvala, ker zaupate nam. Samo klic veseli. Ja. Hvala, ker nam zaupate. Vi ste naš največji, najboljši. Radi vas imamo. Skratka, ja, ne, in se refresha. Ja, nič ne. In gospodična vidi, da prihaja po drevored. Vmes se še v drevored preselila. Ja, je pa to, da se refresha, to začne brati, ne? Čak, stop. Ja, to hočeš povedati, še gospodično, kam je šla? Ne, gospodična je šla, ker je pač delano dekle in tam so ljudje, ki jo potrebujejo, ne. Fort je pa ostal sam na smetnaku in gledal v tale v zelen ekran je bil. To me, ne. Se, kako so bili monitorji takrat zeleni. Ja. Če se kdo še spomne. No, gospodična je šla pa proti tele limuzini. In tle bi jaz rekel pečine obešalnik. Ker smo, mislim, res, da še nismo konc 5. poglavja, ampak... Kaj? Pol ure smo že. Dajmo počakati na drug teden, počitnice so. Res, dajmo si vzeti malo na easy, ker bo v naslednjem delu bo pa res zanimiv, tako da se bomo še pogovarjali. Bomo pustili v negotovosti. Ja, ker bomo rekli pečine obešalnik, pa je. Ja, to je to. Na državnih obrežjih smo tudi polet, posod afno opravičujemo se. Hvala, ker ste z nami tudi, ker basisti igrajo napačne rife. Sorry. Čeprav, vse veš. Veš, če imaš en tak rif, glizan sem poslušal Sweet Emotion od Aerosmithov, ki ima intro rif začeten, bas kitara, ne? Res hud, ne? A veš, če tam zajebeš, ne? A veš, ko imaš pol ure, ti intro rifa, mislim, si zaslužiš en šamar, ne? Jaz mislim, da posod, ko basi zajeb, se sliš, ne? Če se ne zajebe, se ne sliš. Ja, ko pa zajebe, se pa takoj sliš. Ja, imaš prav. Tako, če pa, ne vem, kitarist ali pa pevc je pa improviziral, on je pa cool. To je to, ja. Iz srca je malo tole potegne. Ja, ali pa čut muskomat. Basist je za fokus in stari pičkati materna. Če malo tele muzičare vprašati, da snič imamo, povabimo. To mogo enega vprašati. Bomo. Ne, naslednjič ne bomo mogli. Naslednjič ne, no, ampak enkrat bomo. Enkrat v naslednjih epizodah. Lahko Nikola pokličemo, on bo zihar vedel, kaj je basist, pa tudi dober prijatelj od muzičarov. Tako. Dejali, lahko, prosim. Kaj? Ja, to. A to? Ja. Lepo se imejte do konca poletja, oziroma niti ne do konca, mislim, ja, do konca poletja se imejte itak fajn, skozi se imejte fajn. Tako. Sam do drugega tedna, ko se spet slišmo, ne? Hvala, ker nas poslušate. Pa ker nas podpirate. Ampak sploh pa, ker nas poslušate. Hvala. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš.
Oceniš, si poudaril. Imamo dosti, nimamo tega ponovadi dosti. Ne, nikoli nimamo tega. Sicer ne vem, če kaj algoritem to dela, ampak zihar pomaga. Ampak se mi zdi tako. Če ne pomaga, že to, da mest. Ocenite. Že en let napijem, vsaj kakšen 5 zvezdic, mi pa res pomaga. Pomagajte pelju. Ja, to. In življenje bo lepo. To. Torej, hvala za vse ribe, .si. Hvala. Ta oceniš, če me čiz... Vidim. Mislim, se je lepo, prav.